Pozdravčke, pozdravčke, to sem jaz, Božiček. Živim na Laponskem, na arktičnem krogu. No in tu je moja pošta, kjer vsako leto prejmem na 100 000 pisem iz vsega sveta. In seveda tu so še moji severni jeleni, brez katerih ne bi dostavil vseh daril za vse vas. To pa je Božičkov park, ki je moj najljubši kraj v celotnem arktičnem krogu. Tu vsi moji škratje izdelujejo igrače za otroke in tukaj mi sporočajo, kdo je bil priden in kdo poreden. Kadar pa imam čas, pa za najbolj pridne sam pečem ingverjeve piškote, ki jih nato skupaj škrati še okrasim. Zelo rad jih krasim. Seveda pa me otroci v tem Božičkovem, torej mojem parku, obiščejo kadarkoli ali pa v delavnicah. Vsi moji prijatelji ste toplo vabljeni na Laponsko. Ti živiš na Laponskem že zelo dolgo, toda povej mi, kako si sploh prišel sem? No tega je pa že dolgo nazaj. Mislim, da je najpomembnejši razlog ta prelepa in mirna pokrajina tu na Laponskem. In seveda, da ne pozabim, severni jelenčki seveda, ki so mi zelo pomembni in to tu je njihov dom. Je bilo pa dokazano, da ta tiha divjina s svojimi globokimi soteskami predstavlja odlično skrivališče za tovarno igrač in daril. Laponska je kar daleč na severu, kako pa zmoreš premagovati te velike razdalje, še posebno za Božič? Kako misliš daleč stran? Laponska ni daleč stran. Seveda so verjetno še drugi kraji, ki so bolj daleč stran. Toda mi smo v samem središču vsega, toda to moram povedati. Vsa leta daleč nazaj mi potovanja nikoli niso povzročala preglavic. Najpomembnejše potovanje je seveda z jeleni in božičnimi sanmi, ki jih seveda vodi jelenček Rudolf, še posebno na božični večer. Pa se je tvoje domovanje v teh letih kaj spremenilo? No, seveda, te dni je veliko več ljudi, ki prihajajo sem. Povezave so boljše, ceste, železnice in letala, ki povezujejo vso deželo. Toda ena od najpomembnejših stvari, ki se niso spremenile, pa je še vedno lepota in neokrnjena narava. In to je ena najpomembnejših vrednot, ki bi se je morali zavedati tudi tisti, ki so, kot si dejala že sama prej, doma daleč stran. Morda ne na Laponskem, ampak po drugih krajih sveta pa je najbrž težko potovati z Rudolfom za Božič, ker pač ni snega. Kako pa potuješ takrat? Potovanje po vsem svetu mi ni nikdar predstavljalo problema, saj me moje čarobne božične sani popeljejo v višave in dosežem katerikoli kraj na svetu.
Zdaj me že poznate. Jaz sem to, Božiček. Kot vsi veste, je ena mojih najpomembnejših nalog, da vsako leto razdelim darila otrokom po vsem svetu na božični večer. Vem, da se mnogi izmed vas sprašujete, kako le zmorem vse to postoriti v eni sami noči. Povem vam skrivnost. Vse to lahko postorim zaradi mojih dobrih prijateljev jelenov. Tu na Laponskem jih imam zelo veliko in vsi so mi pri srcu. Toda seveda je eden izmed njih, ki pa mi je še posebno drag. Seveda veste, da govorim o Rudolfu. Rudolf, ta najboljši med najboljšimi, pridobi svojo neverjetno hitrost zaradi tega, ker ima rad čarobni mah. Poje ga zelo veliko, ampak ta mah rase le tukaj in zato mu omogoča tako hitro letenje. Jeleni in jaz se na svojih poteh soočamo s časovnimi pasovi, tako da letimo in se orientiramo po zvezdi Severnici. Zdaj veste skoraj čisto vse o meni in mojih severnih jelenih, toda ne pozabite, tega ne povejte nikomur, še najmanj pa svojim staršem, ker vam najbrž ne bodo verjeli. No, zdaj pa moram na pot. Saj se moram kar podvizati. Čeprav so noči dolge, je moja kratka. Pa še jutri zjutraj takoj se bom moral začeti pripravljati že kar za naslednji božič. Nasvidenje, otroci, in ostanite pridni!